Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni. V novi oddaji bomo govorili o prepletu Evrope in lokalnih skupnosti. Z nami je dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec, član skupine Renew Europe iz stranke Liste Marjana Šarca. Dober večer. Dober večer, lepo pozdravljeni. Lepo pa pozdravljam tudi podžupana mestne občine Kranj, Roberta Nograška. Dober večer tudi vam. Dober večer. Torej, kakšni so konkretni izzivi, kako lahko Slovenija in seveda na evropski ravni sodeluje z lokalno skupnostjo? Mora biti vprašanje v začetku za vas, dr. Grošelj. Ja, poglejte, Evropska unija ima, institucionalni okvir, ki je namenjen v tako imenovanem svetu regij, kjer so pravzaprav zastopane vse evropske regije. Ampak ključno je to, da pravzaprav lokalne skupnosti, predvsem tudi najmanjše med njimi, dobijo pravilne, konkretne, kredibilne informacije o tem, kaj vse Evropska unija ponuja. Na drugi strani pa je pomembno, da bi iz lokalnih skupnosti, predvsem mi evropski poslanci, pridobivamo ustrezne informacije, da s temi informacijami in podatki potem podkrepimo svoje zahteve, tudi stališča in zastopamo pravzaprav lokalne skupnosti in njihova pričakovanja v tej, relativno veliki evropski mašineriji. Seveda, včasih pri tem smo uspešni, včasih nismo uspešni, morda tudi pomembno je tudi to, da nekako pomagamo lokalnim skupnostim pridobiti tudi kredibilne informacije. Velikokrat teh ni, se pravi, niti na nacionalni ravni, na ravni države Slovenije, niti mogoče v kakšnem predstavništvu Evropske unije, in takrat lahko mi poslanci za poslanskimi vprašanji, s konkretno neposrednimi soočeni za komisarji, konkretno vprašamo za konkretne probleme, ki jih imajo lokalne skupnosti in potem dobimo nekatere informacije, ki so mogoče malce skrite v vseh tistih zakonskih aktih, uredb in direktiv naprej. Robert Nograšek, torej sodelovanje Evrope in mestne občine Kranj je dobro. Ja, jaz mislim, da zadovoljivo. Predvsem tudi zato, to se kaže tudi po uspešnosti črpanja evropskih sredstev, za kar seveda je uspešno pri nas narejena tudi skupina ljudi, ki zna te zadeve počrpati. Seveda pa takole sodelovanje, kot ga imamo z dr. Klemenom Grošljem, midva sva, enkrat sem že povedal, v eni prejšnji oddaji, lahko osebni kontakt, njegov čas je na razpolago, tako da lahko dobimo iz prve roke informacije, katere so tiste stvari, ki se bodo v prihodnje financirale, s katerimi stvarmi lahko upamo, tako da se v bistvu lahko na te stvari ustrezno pripravimo in tudi pripravimo, kot sem rekel, že projekte na zalogo. Torej, Evropa deluje prav tako za mlade, za srednjo generacijo in za starejše. No, tukaj bi rekel, predvsem bi izpostavil, da prihodnje leto bo leto mladih v Evropski uniji. Sproženih bo več, oziroma začelo se bo več različnih programov. Eden mogoče bolj izpostavljenih je program tako imenovane izmenjave, ki bo mladim, ki nimajo ustreznih poklicnih kvalifikacij, omogočil, da te pridobijo v celotnem prostoru Evropske unije. Tukaj moram priznati, da sem jaz mogoče malce skeptičen do tega programa. Zakaj? Bojim se, da bo to privedlo do tega, da se bo morda veliko mladih zaradi tega odločilo, da se izseli iz svojih domovin. Tukaj zato pričakujem, da bo naša slovenska politika, da bomo zmogli to modrost in da bomo tudi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ustvarili pogoje, da ne bo Slovenija tista, iz katere bodo mladi odhajali po ta znanja, ampak da bomo tisti, ki bomo mlade, tako iz Evropske unije, pa tudi mogoče iz neposredne soseščine, privabili k nam, da se bodo pri nas izobraževali, usposabljali, da bomo usposobili tudi naše Slovence in Slovenke, da bodo lahko prispevali k razvoju tako slovenske kot tudi evropske družbe. Ja, k tem marsikaj pripomore, da nimamo tudi stanovanjska politika. Pri tem smo bolj kot ne šepavi. Da, tukaj pravzaprav Evropska unija nima veliko vzvodov, lahko predvsem uporabimo posredno. Tukaj moram reči, da je določena mera kreativnosti pri uporabi evropskih sredstev in tukaj nekatere slovenske občine, lokalne skupnosti so kar zelo uspešne, lahko uporabijo del sredstev, ampak primarno stanovanjska problematika je stvar države, torej države članice. Tukaj pa lahko evropska sredstva pomagajo, bi se rekel, nekako posredno, se pravi, tista sredstva, ki so recimo namenjena za razvoj infrastrukture od železniške cestne, s tem sprostijo sredstva, ki jih potem država lahko nameni za recimo izgradnjo stanovanjskega fonda, najemnih stanovanj. Meni recimo blizu neka ideja, ki sem jo dobil recimo na evropski ravni v Skandinaviji, je tako imenovan odkup skozi najem, recimo da mladim družinam omogočimo najem stanovanja in potem za plačevanjem neke nepretirane najemnine, se pravi neke sprejemljive, socialno in tudi ekonomsko sprejemljive
najemnine to stanovanje odkupijo in na koncu potem za odplačevanjem najemnine to postane njihovo lastniško stanovanje, s tem se postavijo tudi neki, ekonomski temelji za tako družino. Mislim, da je to en tak model, ki ga lahko kopiramo in tudi to je mogoče prednost Evropske unije na tem področju, da vidimo dobre prakse iz tujine in to omogoča potem, na eni strani relativno zgodno osamosvojitev mladih in na drugi strani s tem država pridobi, mlade, ki so nekako stanovanjsko preskrbljeni, bolj svobodni, bolj kreativni in tudi, če je tista recimo, najemnina v tistem trenutku malce izgubaška, pa ne povrača vseh stroškov, so pa ti širši efekti tako ugodni za državo, da je smiselno o tem razmisliti. Gospod Podžupan, tudi v Kranju je kar nekaj idej, kako mladi naj pridejo do prvega stanovanja, tudi načrti so že. Ja, res je. Kot prvo bi rad povedal to, da tam kjer v Kranju se bo v prihodnosti gradilo, kar mi predvidevamo med 800 in 1000 stanovanj, ampak tam, kjer nastopajo privatni investitorji, tam v bistvu se ne da vplivati na njihovo politiko, ker seveda oni zasledujejo politiko dobička, tržne cene in te cene vemo, da so načeloma bistveno previsoke, da bi jih lahko mladi dosegali oziroma svojimi prihodki zagotovili brez pomoči staršev, babic, starih staršev, zagotovili, da bi lahko do teh stanovanj prišli. Ampak imamo pa seveda v planu prva zadeva, ki je, to je, ne radi rečemo drugače kot Savski lok, to je tam, kjer je megacenter, na tistih zelenih površinah je v prihodnem napovedana gradnja stanovanjskega sklada, ki bo gradilo 240 neprofitnih stanovanj in seveda to so že neka stanovanja, tako kot je dr. Grošelj rekel, ki so v bistvu financirane z neke vrhne sheme, se pravi z državnega nivoja, kjer pa ni tako velike potrebe v narekovajih zasledovati takih dobičkov, kot jih v bistvu privatni investitorji želijo iztržiti. To je ena zadeva, druga zadeva pa upam, da nam bo uspelo v prihodnosti. Kranjska občina ima v lasti, mislim, da tam slabih 420-418 stanovanj in v bistvu te stanovanja bi radi spravili pod neko streho, enotno streho, da bi iz tega naredili nek stanovanjski sklad, nekateri ga imajo, ne vem, Ljubljana ga ima, recimo mi ga nimamo, da bi s tem stanovanjskim skladom potem operirali, ker tak stanovanjski sklad, se pravi, ta stanovanja bi bila kot kapitalski vložek in potem lahko dobiš neko možnost, da se tudi zadolžuješ. In tam, kjer pa lahko občina sama v bistvu potem upravlja s tem denarjem, pa lahko dela tudi recimo neke zadeve, kot so neki projekti, se po Evropi recimo govori, da bi se delala neka stanovanja z manjšimi prostorninami, ne govorim tukaj vse na račun kvalitete, ampak ni pa treba visoko cenovnih materialov uporabljati, zato da ta stanovanja postanejo dosegljiva. In tudi seveda, navaditi bi se morali počasi, po moje, da v bistvu neka stanovanja, tako kot je po svetu, da recimo, ne vem, mladi najprej štartajo v manjših stanovanjih, potem pa skozi življenje preraščajo to nepremičnino. Tako da, ja, te dve ideje sta v bistvu osnovni, ki sta na nek, da lahko rečem, rok dosegljivi, vse ostale razmišljanja, pa mislim, da recimo to je pa tisto, kar sva se midva z dr. Klemenom že pogovarjala, tudi večkrat, jaz mislim, da mi v Sloveniji toliko premalo izkoriščamo naša lesna bogatstva, mi imamo v bistvu toliko teh površin, da bi lahko, mislim, toliko lesene mase, da bi lahko sami res delali kakšne, pa ne lesena naselja, recimo, ki so ekološko osveščena, lepa, energetsko koristna in tukaj mislim, da je še veliko prostora tudi za Evropo, da nam pomaga v Sloveniji. Če smem dodati, pa vendarle tudi je v okviru Evropske unije svoj projekt, tako imenovani novi Bauhaus, oziroma nov projekt izgradnje prenove starih objektov in tukaj mogoče recimo, tudi so se pogovarjali z gospodom Podžupanom, je priložnost za mestno občino Kranj, da pridobi določena sredstva, ki bi jih lahko recimo iz Evropskega fonda uporabili za prenovo teh stanovanj, ki že obstajajo. Recimo, ko imamo energetsko sanacijo, se prenovi marsikaj lahko tem od ogrevanja in vse ostalo, kar pomeni, da bi recimo mestna občina Kranj s tem bistveno znižala stroške, investicije obnove tega. In tako s tako kombinacijo recimo evropskih sredstev pa občinskih sredstev se lahko taki fondi tudi recimo oblikujejo. In to je mogoče en izmed izzivov, ki je zdaj pred mano. No, lepo, da najdete skupni jezik pri tako pomembnih stvarih. Vprašanje kvalitete življenja pa je zelo vezano tudi na zaposlitve. Pri mladih slišimo prekarno delo, potem pri starejši generaciji je zaposlovanje tudi že kar problem. Kako je s tem v Evropski uniji? Ja, Evropska unija ima tu tako imenovani socialni sklad, s katerim sofinancira
bom rekel, zaposlovanje mladih in različnih rizičnih skupin. Bil je poznan projekt znotraj okvira, bom rekel, boja proti COVID-19, kjer je Slovenija prijela preko milijarde evrov sredstev v okviru ugodnih posojil za ohranjanje delovnih mest v času, ko so bila podjetja zaprta oziroma ni bilo naročil zaradi motenj v dobavnih verigah. Na tem področju Evropska unija je relativno aktivna. Jaz sem prepričan, da gledalci gledajo in spremljajo različne oglase in projekte, ki jih tukaj financiramo s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Zdaj tisto, kar pa je pred Slovenijo ključni izziv, in tukaj mislim, da so nam na voljo ta sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, je kako doseči znotraj, bom rekel, zelene preobrazbe in digitalizacije. To ni, bom rekel, samo okoljski projekt. Seveda gre za okoljski projekt, cilj je zmanjševanje izpustov ogljika v ozračje in s tem soočenje s podnebnimi spremembami, ampak je ključen ta tehnološko-razvojni preboj. In tukaj je gospod podžupan lepo povedal primer recimo izrabe lesne industrije v Sloveniji. Imamo ogromen gozdni potencial, imamo ogromne zaloge lesa, ki pa ga izvažamo kot pol izdelke v sosednjo Avstrijo, sosednjo Italijo, in nekako nam tu ne uspe narediti ta, bom rekel, preboj, da bi začeli izdelovati končne izdelke za visoko dodano vrednostjo, kar pomeni dobra delovna mesta, trajnostna delovna mesta, torej delovna mesta, ki imajo relativno visoke plače, dohodke in to omogoča tudi relativno visok življenjski standard zaposlenih. Mislim, da je to en izmed izzivov, ki je pred nami, kako to izkoristiti. Sredstva so ogromna in je prejšnjih oddaj, zato sam že rekel, 1800 milijard je samo denarja iz Evropskega skupnega 7-letnega proračuna. Torej priložnosti je dovolj, treba jih bo izkoristiti in jaz mislim, da tukaj na tem področju lahko predvsem lokalne skupnosti, ki poznajo, ki vedo, kakšne so potrebe, recimo, lahko tukaj prispevajo zelo veliko k uspehu teh projektov. No, in kako je na področju lokalnih skupnosti? Ja, tu je, kar se tiče zaposlovanja, se pravi, mi mlade spodbujamo na način, da imamo, mi jo imenujemo Kovačnica, to je bilo že tudi omenjeno, da v bistvu, kjer mladi lahko pridobivajo nekaj znanja, da jih potem aplikativno uporabijo za svoje prve projekte, za svoje odpiranje samostojnih podjetništev, ampak vse je to premalo. Jaz mislim, da tukaj bi bilo potrebno, da bi strani, tukaj predvsem na državnem nivoju najprej, seveda potem pa na splošno neka generalna usmeritev. Ljudem je treba dati možnost, da v bistvu, ne vem, mladi, ko začenjajo, da recimo, ne vem, nekaj časa, včasih je bilo, da so, ne vem, prve pol leta so bili oproščeni prispevkov, neke olajšave, da jih dobijo, recimo za mlade, ki jih zaposlijo podjetja, bi lahko podjetja dobila neko, bom rekel, neko subvencijo, neke dodatke, za tiste, ki jih pa, za neke, da obdržijo delavce daljše obdobje, ne, se pravi, seveda vsi želimo dobre delavce obdržati, bi bilo tudi potrebno neko stimuliranje, da v bistvu imajo tudi podjetja interes, da ljudi zadržijo v podjetjih dalj časa. Se v bistvu skozi na novo pripravljati nove ljudi, pa jih uvajati, je to naporno, pa v bistvu izguba energije, časa. Se vemo, človek nekam pride, ta prve vsaj 2-3 mesece, če ne gre za klasično proizvodno delo, strošek podjetja, ker ne prinaša podjetju nič novega. Ne. Kar se tiče prekarnega dela, seveda, tukaj smo pa v bistvu mi kot LMŠ strogo proti temu, ne, ker v bistvu s prekarnim delom, pa zdaj, če pomislimo mi s tem prekarnim delom, pa ne narobe zastopiti, jaz sem zelo multikulturen človek, ampak mi uvažamo tudi ogromno delovne sile od drugod. Ta delovna sila, ki je plačana preko prekarnih del, pa tega denarja večinoma sploh ne vrača v Sloveniji oziroma ga ne troši tukaj, kar pomeni, da je to paket vseh zadev. Ne. V bistvu mi plačujemo neke denarje, izčrpavamo, plačujemo neke denarje, ki v bistvu potem sploh niso multiplicirani v slovenskem potrošništvu nazaj, da bi se vračali ali skozi, ne vem, neke davčne zadeve ali skozi neke dohodninske prihodke ali karkoli. Tako da ta prekarstvo, mislim, seveda v nekem delu, ja, recimo, kjer je taka fleksibilna proizvodna ali pa, bom rekel, sezonsko pogojena, ne, tam so v bistvu lahko prekarna dela, se jih poznajo po celem svetu, ampak ne pa v toliko veliki obliki, kot jo imamo trenutno v Sloveniji. Včasih so samo mladi odhajali v tujino za boljšim kruhom. Kako nadomestiti izpad teh ljudi? Sedaj vemo, da tudi starejša generacija odhaja v svet. Ja, to je eden izzivov, s katerim se sooča pravzaprav ne samo Slovenija, ampak celoten tako imenovan vzhodni del Evropske unije. Recimo, tu smo priča sosednja Hrvaška, kjer so se pravzaprav celotne vasi in območja izpraznila, ker so ljudje dejansko se preselili, cele družine so odšle na delo v tujino. Tukaj so objektivna dejstva,
da pač nemška industrija, naprimer, zanimiv podatek, ki sem ga prebral pred kratkim, je, da letno nekako ustvari 2 milijona delovnih mest, od tega približno 1 milijon potrebuje delovno silo izven same Nemčije. Tukaj rešitev po moje ni to, da zdaj govorimo in razpravljamo na tej, populistični, demagoški ravni. Treba je zagotoviti pogoje, da ljudje ostanejo v Sloveniji. Ne. Z gospodom podžupanom smo že večkrat govorili, jaz mislim, da bi recimo mestna občina Kranj, o tem so tudi govorila, se debatirala, lahko postala tisto središče gonilnega razvoja za celotno gorenjsko regijo. In tukaj so evropska sredstva na voljo, recimo sredstva za razvoj dodatnih kompetenc za mladih, ne, za podporo tako imenovanim pilotnim projektom, kjer lahko kljub tako imenovani prepovedi državnih pomoči ti podjetjem konkretnem projektu pomagaš uvajanje novih tehnologij. To ni samo nakup novih strojev, to je tudi izobraževanje kadrov, pridobivanje ustreznih kadrov. In tukaj so mladi. Ne? In potem, ko bodo podjetja imela takšno, v Evropi radi rečemo ekosistema oziroma okolje, poslovno okolje, kakorkoli, potem lahko v tem ustvarjajo delovna mesta, ki so trajna, bolj trajna, zagotavljajo večje dohodke, osebne dohodke, se pravi višjo socialno varnost in potem se bomo tudi izognili tej prekarnosti. Ne. Žal treba tudi sprejeti dejstvo, da del Slovenije, ne samo to, da se ljudje odseljujejo, imamo dejstvo, da imamo pred seboj tudi izziv, kako zagotoviti dovolj delovne sile za določena področja in tukaj mislim, da moramo v Sloveniji začeti, tako kot celotni Evropski uniji, res odprt dialog in odpreti razpravo o tem, pravzaprav, kakšen razvoj želimo, kakšna je naša dolgoročna strateška vizija, kakšna delovna mesta želimo imeti in seveda potem temu primerno tudi upravljati za politiko od migracij naprej. Ne. Se pravi, vse ta vprašanja razvoja kadrov, vse to treba potem narediti v nekem celovitem paketu. Ne. In tukaj jaz mislim, da so te lokalne skupnosti tiste, ki lahko dajo največji input, ker poznajo konkretno situacijo, kakšna je v posameznih območjih, ker ni isto, ali govorimo o Kranju, ali pa govorimo recimo o naši Štajerski, kjer vemo, da so ogromno ljudi, tam nekje, cene so recimo za Štajersko 15,000 vsak dan migrira iz Slovenije v Graz in nazaj. Ne? In to je tisto, kar se pravi, da lokalne skupnosti dajo kakšne ukrepe pravzaprav naj država in uredi na tem področju za posamezno območje, potem pa na državi in nas vseh, da dobimo primeren tudi evropski vir v končni fazi, da to financiramo, kjer pač tega ni, pa potem uporabimo recimo državna sredstva. Razložili ste glede stanovanjske politike, glede izobraževanja, pa se osredotočimo še na zdravstveni sistem. Ljudje si želimo nekako stalno zdravstveno oskrbo, populacija se stara, COVID je še dodatno nas izčrpal. Kako vidite ta čas v Evropskem parlamentu? V Evropskem parlamentu je bilo ogromno razprave, tudi Evropska komisija je ogromno govorila o zdravju in zdravstvu. Zdaj, rezultat, ki mene mogoče malce tukaj razočaral, je ta, da predsednica von der Leyenova v zadnjem nagovoru o stanju v Uniji ni omenila projekta, katerega goreč zagovornik sem bil, in to je bilo tako imenovano skupna javna naročila za zdravila in medicinsko opremo. Mislim, da je Evropska unija tak prostor, kjer imamo tako zelo upevani skupni notranji trg, da je nastopil čas, da bi lahko prišli do točke, ko bi skupaj države naročale zdravila in medicinsko opremo. Vemo, so to ogromni stroški za vsako bolnišnico in vemo, da to predstavlja velik izdatek in tukaj bi recimo lahko z nekimi javnimi naročili na ravni EU, jaz sem prepričan, ustvarili relativno velike prihranke za vse države članice. Tisto, kar je trenutno, bi rekel, nekako v spredju, je tako imenovan projekt HERA. Gre za v bistvu odziv na krizne razmere, se pravi, da se zdravstveni sistemi znotraj Evropske unije pripravijo, usposobijo za soočanje s pandemijami in podobnimi zdravstvenimi izzivi, kot je bil ta COVID-19. Tisto, kar bi mogoče jaz pričakoval še en korak naprej in kar se tudi zavzema v parlamentu skupaj s kolegi in o tem postaja, bom rekel, kar tako imena preko političnih skupin široka koalicija, da bi oblikovali tako imenovane skupne zdravstvene standarde, ki bi veljali za celotno Evropsko unijo. Ne. To bi lahko recimo prispevalo k zmanjševanju čakalnih vrst. Je pa treba vedeti nekaj. Ne. Jaz ne pričakujem, da bo Evropska unija urejala zdravstveno politiko v Sloveniji. To je tako občutljivo vprašanje, tako bom rekel, nekako nacionalno, kulturno, specifično, da to vendarle bo vedno pristojnost nacionalnih držav oziroma držav članic. Tisto, kar jaz pričakujem, so ti enotni standardi, je pa pred Slovenijo velik izziv. Torej sta dva izziva, bi jaz rekel. Na eni strani je zdravstvena reforma, kjer si moramo jasno nadliti čistega vina, pravzaprav kakšno zdravstvo Slovenija danes potrebuje, kakšno, jaz osebno zagovarjam javno zdravstvo, ki bo učinkovito, uspešno
in bo zagotavljala nujne storitve vsem državljanom in državljankam, ne glede na njihov socialni položaj. To je tisto ključno, ne želim si in se bom tudi, politično boril proti temu, da bi zdravje postala tržna dobrina. Ker to vemo, kam pelje, imamo primere v Združenih državah Amerike, naprimer, in verjetno si Slovenke in Slovenci tega ne želimo. Drugo vprašanje, da je vprašanje dolgotrajne oskrbe. Tukaj Evropska unija pripravlja več ukrepov in politik. Tukaj mislim, da Slovenija ima dva ključna izziva. Prvi je, kako zagotoviti, da bodo ljudje ne čim prej odšli v institucionalno oskrbo. Jaz menim, da je prava pot, da čim dlje ostanejo v svojem domu in da država zagotovi sistem, da jim to omogoči. Poglejte recimo primer oskrbe za hrano. Za veliko starejših občanov je izziv priprava dnevnega obroka. Poglejte, imamo ogromno šol, vrtcev z kakovostnimi kuhinjami. Tu lahko lokalne skupnosti ogromno prispevajo, nekatere to že delajo, jih z njimi zagotovijo ta ustrezen dnevni topel obrok, zagotovijo oskrbo s hrano. Mislim, da tu je več možnosti, ki jih potem da že obstaja, samo povezati to treba vse skupaj. V Kranju dnevno varstvo za starejše lepo teče. Ja, to je projekt, v bistvu, kjer je bil odkupljen en trgovski objekt in v katerem se je uredilo v bistvu se ureja notranjost, da bo dnevno varstvo za starejše, kjer bodo lahko starejši preživljali tisti čas, ko so njihovi svojci ali po službah ali pa ne morejo skrbeti za njih. To je en del, za katerim to bomo poskušali implementirati še na večjih koncih. To je en del, kjer se trudimo. Seveda problem je, da je danes največja težava je dobiti kader, nekako ustrezen kader dobiti, s katerim bi lahko te stvari zagotavljali. Prvič je to seveda povezano s plačili, ker vemo, da so ta plačila niso sorazmerna naporom, ki jih to delo zahteva. Tako da v bistvu tukaj je ta stvar, kar se tiče pa v Kranju imamo projekt, se pravi za novi dom upokojencev, ki je praktično pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja. To bomo delali skupaj z državo, tako da v bistvu tukaj na tem področju se kar nekaj dela. Kar se tiče na področju zdravstva, drugače se pa strinjam z dr. Grošem, da v bistvu za starejše treba poskrbeti predvsem to, da se jim zagotovi čim daljše bivanje v domačem okolju, ker v bistvu vemo, da ali pa saj tok, ne vem, tudi jaz se pogovarjam z ljudmi, a ne, ljudje imamo še zmeraj predsodek, da v bistvu je dom upokojencev zadnja postaja, ne, da v bistvu je to nek hierarhni oddelek, kjer se v bistvu zgodba zaključuje, ne, ampak zato je v bistvu ta domače okolje seveda mnogo bolj prijazno. Treba pa vedeti, da smo stara družba v Kranju, žal imamo to srečo še, kakorkoli se to sliši, ampak da je povprečna starost 37 let, ne, tako da v bistvu nas še mal tukaj malo šparajo z leti vsi skupaj, ampak ne vsi gremo proti temu, no, to je bilo malo za šalo. Kar se tiče pa zdravstva, v Kranju se je ravno zdaj pogovarjam, da se odkupi od koncesionarja, ki smo imeli v zdravstvenem domu privatne ordinacije, da se ta del odkupi, tam se bo naredil oziroma se bo razširil ta urgentni blok za kranjski zdravstveni dom. Potem pogovarjamo se, veste, da v Kranju je projekt, ki se imenuje 3 stolpiči, to je v bistvu ob vhodu v Kranj na Blajvajsovi cesti, tam ne bi se postavili 3 stolpiči, od katerih bi v bistvu velik del bil noter tudi namenjen zdravstvu, se pravi lekarnam, zdravstvu, ordinacijam, te stvari. Na Golniku veste, da bo, ker Golnik spada pod Kranj in na Golniku se bo širila sama ta bolnišnica in delo se bo tudi s strani države en vrhunski laboratorij, potem pa še en privat investitor želi tam postaviti pa svojo bolnišnico. Tako da, poleg tega, veste, da smo omenjeni zelo velikrat, da se v bistvu zelo trudimo, da bi regionalna bolnišnica, ki bo tudi financirana strani države, da bi bila v Kranju, ker mi imamo zemljišče tam na Zlatem polju, se pravi, to je streljajo od avtoceste, veste pa, da v Kranj gravitira praktično obe dve Loški dolini, Domžalski konec, Medvoški konec, če rečemo tako, pa v bistvu tudi dol severni del Kranj, severni del Gorenjske ni tako daleč, da bi v bistvu lahko, tudi neka smiselnost bi bila
da bi se to umestilo v Kranj, ampak seveda apetiti so veliki tudi strani Jesenice in Radovljice, tako da v tej zgodbi ne bi razpletel. No. Ampak pa za konec samo še to, da v bistvu absolutno se strinjam, da zdravstvo mora ostati javno, dostopno in da v bistvu s temi stvarmi se res ne smemo igrati. No. Pa če preidemo na starejšo generacijo, vedno več je govora o energetski revščini. Kako bi to preprečili, kaj se da storiti na tem področju? Ja, tukaj zdaj z nedavni energetski krizi, kateri smo zdaj priča, je Evropska komisija pripravila nabor tako imenovanih kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov. Torej, energetska revščina je pojav, katerem smo priča ne samo zaradi zdajšnje aktualne energetske krize, pa tudi že prej smo imeli ta izziv, pa ga pravzaprav nekako nismo preveč javno izpostavljali, ker se je nekako ustvaril tisto, da so energenti relativno poceni. Zdaj tisto, kar kratkoročno lahko država naredi, tukaj nabor relativno jasen, tako imenovani energetski vavčerji, s katerimi, rešujemo to aktualno cenovno bolečino, ki jo povzroča rast cen energentov. Tisto, kar bomo morali dolgoročno gledati, pa je to, da začnemo skrbeti za to, da bo energetski sistemi vedno bolj povezani. Tukaj lahko lokalne skupnosti odigrajo zelo pomembno vlogo. Jaz verjamem, da če bomo šli v smeri obnovljivih virov, tukaj imamo mi, tudi tako na eni strani biomaso, potem imamo ogromne zaloge tudi v naših gozdovih, pa končno pa tudi z uporabo, teh sodobnih obnovljivih virov, od sončne energije, tako naprej, da lahko z uporabo evropskih sredstev tudi pričakujemo od komisije, da bo omogočila vsem državljankam in državljanom Evropske unije pravzaprav dostop do teh energetskih virov. Zdaj, tukaj so razprave tudi v smeri, a je to zdaj nekaj, kar bi morali vsem državljankam in državljanom zagotavljati kot neke vrste pravico, kar potem pomeni, da mora država tukaj zavzeti tudi Evropska unija neko drugačno stališče. Vendar le na drugi strani so pač stališča, kjer govorimo, da je pač energent nekaj, kar je komercialno, kar je tržno. Jaz mislim, da ta izziv bomo morali na vsak način nasloviti. Poglejte, naše prebivalstvo, kot smo prej govorili, se stara, dohodki teh ljudi so relativno nizki in tukaj bomo morali poskrbeti. Bodisi z neko subvencijsko shemo, če ne bo šlo drugače, bo pa to izziv za našo družbo zelo velik, ker, kot sem rekel, imamo vprašanje zdravstvene reforme, skriva se nam v ozadju, nekje smo nekomu celo obljubili, da bomo naredili pokojninsko reformo, potem vlada zelo nerada govori, potem imamo tukaj dolgotrajno oskrbo, morda v okviru koncepta dolgotrajne oskrbe bi naslovili tudi to vprašanje, samo bolj problem je težava tudi v tem, da ni samo to vprašanje starostnikov, tudi imamo, druge skupine prebivalstva, ki so tako cenovno občutljivi, ki jih ta draginja energentov prizadene, tako da bo tukaj dejansko potreben bolj, sistematičen pristop, kot se mogoče neka subvencijska shema, nekaj podobnega, kot smo imeli recimo pri obnovi, kot je Ekosklad obnavljal energetsko obnovo stavb, mogoče nekaj podobne sheme za energente, ker to je treba le paziti. Na eni strani imamo ljudi, ki so v socialni stiski in ki jim je treba pomagati, na drugi strani imamo tudi energetske družbe, ki pa tukujejo dobičke. Torej, bo treba poiskati na obeh straneh neko ravnovesje, da bo to pa definitivno vprašanje energetske revščine eno, ki se vedno bolj izpostavlja, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Tudi dolgotrajno oskrbo smo omenili že. Tako je, na tem področju. Dolgotrajna oskrba tukaj je izziv velik, predvsem nami, tudi za celotno Evropsko unijo pravzaprav. Torej, to, da je kranjska občina med mlajšimi, če tako rečem, me veseli, jaz osebno nekje sem zasledil, da je nekje okoli 45 let povprečna starost Slovencev, kar pomeni, da sem na tej kategoriji tudi sam. Zdaj, tisto, kar moramo zagotoviti, je dvoje, bi jaz rekel. Eno je zagotoviti dostojno in varno starost vsem našim starejšim državljankam in državljanom, vsem prebivalcem, ki so si to zaslužili. Na drugi strani pa treba zagotoviti to, da ne bomo neprimerno pa prekomerno obremenili mlajše generacije, ker te mlajše generacije seveda bodo prispevale in vedno prispevajo za skrb svojih staršev, ampak tukaj država mora priskočiti na pomoč. In zdaj sprejemati nek zakon o dolgotrajni oskrbi in noter napisati, da boš vire za to dolgotrajno oskrbo zagotovil leta 2024, je po moji oceni malce neresno in neodgovorno. Tisto, kar pa pričakujem od Evropske unije, in tukaj sem tudi član te medparlamentarne skupine za starejše prebivalstvo, je, da tudi Evropska unija naslovi ta problem ne samo s strategijami, ampak mislim, da je nastopil čas, da naredimo korak naprej
in da imamo še en sklad, če ni dovolj socialni sklad evropski, ki bo naslovil tudi to vprašanje. Ker to je vprašanje, ki pravzaprav zadeva vse nas, ne? In celotno Evropo. In jaz tukaj se že zdaj, bom rekel, skupaj s kolegi tudi Slovenije, s kolegom Brglezom dobro sodelujemo na tem področju, se zavzemamo za tak program, tak projekt znotraj Evropske unije in upam, da bomo uspeli. Dr. Klemen Grošelj, slišimo, vidimo, da ste človek pestrega nabora znanj. Kaj bo do konca leta na vašem urniku? Katera tema? Trenutno bo najbolj vroča tema gotovo nadgradnja industrijske strategije Evropske unije. To je dosje, ki sem ga dobil pred kratkim. Začeli so se prvi pogovori, glede na prve vtise, prve mnenja, ki sem jih izmenjal in stališča z kolegi iz drugih političnih skupin, smo kar vsak sebi zelo trenutno, tako da bo kar izziv najti neko skupno stališče, ampak to bomo mogli doseči. To je pravzaprav izziv prihodnosti tako Slovenije kot celotne Evropske unije. Druga zadeva, ki je pred mano nekako v prelomu leta, pa so tako imenovana poročila za države, ki se približujejo Evropski uniji. Tukaj sem poročevalec v senci za tri države, se pravi za Srbijo, Bosno in Hercegovino in Črno Goro. Nekako sem dobil tri države, ki so relativno zelo pomembne za stabilnost Zahodnega Balkana. Tukaj smo mogoče Slovenci in Slovenke malce pozabili na našo soseščino, vendar treba se zavedati nekaj. Lahko smo mi zelo zanimiva turistična destinacija, tudi na Lonely Planetu smo lahko omenjeni, ampak če naša soseščina ne bo mirna, če bo prišlo do nestabilnosti, destabilizacije tega območja, potem tudi te, bom rekel, visoka rangirana mnenja uglednih mednarodnih revij in časopisov ne bodo pomagala. Torej, našem interesu je, da zagotovimo stabilnost in neko prihodnost in razvoj tudi tega območja. Torej, to bo del tega, bom rekel, mojega prihodnih aktivnosti. Pa verjetno se bo do takrat še našlo marsikakšno drugo področje, z področja, ker pred nami je en velik, bom rekel, ta paket, že večkrat omenjen Fit for 55 oziroma pripravljen na 55, gre tukaj ogromno novih zakonskih predlogov. Mogoče eden večjih bo vprašanje razvoja prometa. Vemo, da promet je eden večjih onesnaževalcev v Sloveniji. Imamo veliko močno transportno industrijo, se pravi logistično industrijo v Sloveniji, tudi za Gorenjsko vem, da je tukaj kar nekaj velikih podjetij, ki bodo postavljene pred izziv zmanjševanja izpustov in tukaj bo po moje kar velika borba, da bomo zagotovili, da na eni strani ohranimo to industrijo, ki je pomembna zaradi delovnih mest, zaradi vsega, kar prispeva k razvoju Slovenije in hkrati, da bomo zagotovili njeno postopno razogljičenje. Tako da to bo nekaj, kar bo v prihodnjih mesecih na moji delovni mizi. Kaj pa delo lokalnih skupnosti, kje vas bomo videli po Sloveniji? Trenutno sem zelo aktiven, kot veste, v Evropski uniji poteka tako imenovana konferenca o prihodnosti Evrope. Sam sem se odločil, da bom v okviru svojih aktivnosti tudi izvajal določene lokalne dogodke. Enega sem že imel v Novem mestu, v prihodnjih dneh tak dogodek sledi v Ljubljani, Mariboru in še kar nekaj je pripravljenih. Tudi sicer se relativno veliko gibam po Sloveniji, nekako si želim, da dobim ta, bom rekel, ne vam več rečemo input, ali pa nekako, bom rekel, ta vtis, kako slovenski ljudje razmišljajo, dihajo, kaj pričakujejo, ker to je pomembno, da potem tudi recimo pogovori z gospodom podžupanom in z drugimi kolegi iz lokalne skupnosti, tudi to je na mojem urniku, da nekako dobim ta vtis, da potem lahko nekako v ta bruseljski mehurček, kot ga radi imenujemo, prinesem nekaj, kar je mogoče malce bolj specifično slovensko, ampak je pa nujno potrebno, da se zavedamo, moramo razumeti, iz Bruslja gledamo veliko Evropsko unijo, 460 milijonov ljudi in treba poskrbeti tudi za nas 2 milijona Slovencev v tem velikem sistemu. Ja, doktor Grošelj vas obišče tudi v Kranju, v vaši občinski svetniški pisarni. Ja, seveda. Zmeraj smo veseli, kadar najavi svoj obisk, tako da z njim, kot vidite, so pogovori zmeraj prijetni, zelo široko gledni, tako da včasih je kar težko slediti vsem njegovim idejam, tako da mi smo zmeraj ponosni, da imamo takega evroposlanca in smo seveda veseli, da se lahko čim večkrat srečamo. Torej, česa si želite v prihodnjih dneh? Predvsem si bom želel, glede na aktualno razmere v Sloveniji, da bi predvsem se začeli ljudje zavedati odgovornosti in resnosti, bom rekel, COVID krize, s katero se soočamo. Tukaj bi si želel, da bi ljudje malce bolj verjeli znanosti in stroki, ne glede to, kaj si mislijo o politiki, ne glede kaj si preberejo na Facebooku. Dokazljivo je, v Evropske unije vidimo države, ki so bolje precepljene, da so bolj uspešne, zato izkoristimo to priložnost, ki se nam ponuja, predvsem pa, da bomo
In nekako bi se želel, da bi Slovenci malce bolj, kako bi rekel, svetlo gledali v prihodnost, bolj veselo, bolj odločno. V nas je ogromen potencial, imamo mlade, srednje generacije, tudi starejša generacija ni za odmet, imamo te potencijale, ampak nekako smo se zaprli v neko malodušje in to nas nekako razjeda. Jaz bi si želel, da začnemo zopet ponovno uporabljati vse tisto energijo, ki se nekako v 90-ih letih pripeljala bliskovito v Evropsko unijo, potem smo pa kar nekako zastali. Zdaj je spet tak prelomen čas, pred nami so izzivi, priložnosti, tudi nekateri problemi, ampak jaz mislim, da to vse lahko premagamo. Ampak moramo se za to odločiti, ampak najprej dajmo se soočiti s tem covidom, dajmo to vzeti kot svojo osebno odgovornost, ne glede od kaj, ali se z vlado, z opozicijo, s komorkoli v politiki pravzaprav strinjamo, to je zdaj prioriteta, to nam bo omogočilo potem naprej razvoj in blagostanje v naši državi. Hvala lepa za vse te modre misli. Hvala tudi vam za ostanite zdravi. Vse dobro v prihodnjih dneh, tudi vam, podžupan Robert Nobrešek. Hvala za povabilo. Vse lepo, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Naša gosta sta torej bila dr. Klemen Grošelj, član skupine Renew Europe iz stranke Liste Marjana Šarca in prav tako Robert Nobrešek. Objema se torej zahvaljujemo za pogovor. Vam pa želimo lep in prijeten večer še naprej.